Doktorica Alojzija Zupan Sosič, redna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, je pretežni del svoje znanstvene poti posvetila pripovedništvu. V zadnjem času pa se, ne le znanstveno, temveč tudi ustvarjalno, vse bolj posveča poeziji, s katero je svojo študijsko in znanstveno pot nenazadnje tudi začela. O tem, kaj in zakaj jo vleče k poeziji, lahko vsaj nekaj izvemo iz njene monografije s pomenljivim naslovom Berem pesmi. Znanstveno delo, ki ga zaznamuje za znanost neobičajen osebni pristop, je izšlo pri Kulturno-umetniškem društvu Police Dubove. Po svojem bistvu pa je argumentirana, tehtna apologija poezije in branja poezije. Knjiga prinaša tudi izčrpne študije primerov sodobne slovenske poezije, pri obravnavi katerih Zupan Sosič uvaja kognitivni in holistični pristop, obenem pa bralca ves čas spominja na to, da je poezija po svojem bistvu dialog z drugim. Več v nadaljevanju. Z vami bova profesorica doktorica Alojzija Zupan Sosič in Tina Kozin. Gospa Alojzija Zupan Sosič, lepo pozdravljeni. Dober dan, lepo pozdravljeni. Spoštovani poslušalci, lep pozdrav še enkrat tudi vam. V oddaji Literarna matineja danes bomo z gospo Alojzijo Zupan Sosič brali pesmi in se poučevali o branju in interpretaciji. Gospa Alojzija Zupan Sosič, povedala sem, da je knjiga znanstvena monografija, vendar ima tudi zelo oseben naslov, ne samo oseben pristop, o katerem bova malo več rekli še v nadaljevanju. Kako to, da ste se odločili za tak naslov in tak pristop, recimo tudi? Jaz sem že prej veliko razmišljala o osebnem pristopu, ampak dokler v znanosti to tudi še ni bilo uzakonjeno, tudi sama potem nisem hotela kar ti takoj pa učitati, da zdaj pa ni znanstveno, ne, če je preveč osebno. Torej sem se tukaj potem naslonila na že uveljavljene pristope, tako imenovane kognitivne pristope v svetu in pa tudi na tako imenovano novo kritiko. V bistvu sem pa to naredila iz dveh razlogov. Prvi razlog je motivacijski razlog, drugi pa interpretativno-analitični. Zakaj motivacijski? Dokazano je, da upada branje poezije. Ne samo branje literature, ampak še bolj branje poezije. Torej, bi rada nekaj naredila, da bi se poezijo več bralo, pa mogoče malo drugače bralo. Drugi razlog je pa literarno-interpretativni. Namreč nobena knjiga v Sloveniji se še ni ukvarjala samo z branjem pesmi in bi rada na tem področju nekaj prispevala k temu, da povemo malo bolj zgoščeno, kateri pristopi so še recimo možni, se kakšne inovativne metode predstavijo, ker pač tega do sedaj še nisem na zgoščen način zasledila. In z inovativnimi pristopi lahko pritegnemo nove bralce, kot bova tudi še povedali. No, v knjigi predstavite tudi svojo definicijo pesmi, pa sem razmišljala, da bi bilo prav torej, da spregovoriva tudi o tem, kaj je pesem. Ja, jaz sem v bistvu potem iz vseh teh študij, ki sem jih že prej poznala in z vsega tega, kar sem prevedla, pa nisem še objavila, sem razmišljala, da bi vendarle naredila potem neko še svojo definicijo, to ni moja, ampak je povzeta pa še dodana določene stvari. In zdaj jaz celo ne bom povedala, ne, ker čisto cele na pamet ne znam, ampak bom povedala tisto bistvo. In sem takole razmišljala, da je pesem zgoščena, obogatena in poglobljena oblika razmišljanja in doživljanja, ki pa je vedno tudi pospremljena z različnimi izkušnjami. Sicer jaz sem tukaj naštela realno, nadrealno izkušnjo, torej realistično, nadrealistično izkušnjo, potem mistično izkušnjo, duhovno izkušnjo, estetsko izkušnjo, seveda čustveno izkušnjo in sinkretično izkušnjo, torej kar se dejansko vse izkušnje nekako povezuje oziroma se mešajo. In pesem je pa v bistvu tudi nek prostor, kjer
se lahko lirski subjekt in tudi bralec drugače počutita, zaradi tega, ker sta postavljena v različna empatična okolja. Pišete tudi o tem, da se pesem izpisuje in bere kot dogodek. Kaj konkretno to pomeni? Ja, to sem pa zelo navdušena, da sem to sama prej prebrala, ker jaz, kot ste že rekli, ne, jaz se nisem zdaj v sredini svojega življenja ukvarjala s poezijo, sem vedno brala, jasno, ampak nisem imela časa, da bi se zgoščeno. In ko sem sestavljala to knjigo, sem se odločila, da bom naredila še uvod, ampak kot sem že tudi na enem mestu rekla, pri meni je ponavadi tako, ne, uvoda ne bi bilo 7 strani, meni je zdaj nastalo pol knjige uvoda, ne. To je pa pomenilo, da sem še vse te sodobne teorije pregledala poezije in to, kar me je najbolj privleklo in kar se mi je zdelo novo, ker česa jaz nisem še vedela prej, je, da je poezija pravzaprav dogodek, ne. Če gledamo to klasično definicijo, ki izhaja še iz antične definicije, je bilo vedno tradicionalno razumljeno, da je za poezijo bistveno izpovedovanje. Za epiko pripovedovanje, in to ponovadi dogodkov oziroma dogajanja, za dramo pa seveda uprizoritev in spet dogodkov, ne, tam se ni toliko izpovedovanje. Zdaj pa, zakaj se pa zdaj recimo iz teh dveh pravzaprav zvrsti seli dogodek v poezijo, to je mene zelo fasciniralo in sicer tukaj bi najbolj pohvaljala Tihomira Brajovića, srbskega strokovnjaka, ki je napisal knjigo Tolmačenje lirske pesme. In v tej knjigi je on, na osnovi seveda še drugih teorij, razložil, da je pravzaprav poezija dogodek in tukaj se je bolj opredelil na receptivno raven. Če recimo primerjamo poezijo z likovno umetnostjo oziroma recimo z glasbo, ne? Glasbo si prižgemo, CD, ploščo, če še imamo staro, ne, si nastavimo, poslušamo. Sliko gledamo, gremo v galerijo, se postavimo pred sliko in jo gledamo. Kaj rabimo pa pri branju pesmi? To pa vedno rabimo nek dogodek. Se pravi, mi moramo najprej to tiho prebrati v sebi, ne moramo samo gledati, a ne? Ampak moramo iti od vrstice do konca, če hočemo seveda to sploh spoznati, kaj je ta pesem pred nami. Potem si pa, ko to preberemo, ali tiho ali glasno, se dejansko že v naših možganih začne uprizoritev tega in to je dogodek, a ne? Se pravi, mi praktično z branjem pesmi uprizarjamo. Zaradi tega jaz to vedno svetujem tudi študentom in študentkam, naj berejo poezijo glasno. Ker če mi beremo tiho, bomo uprizorili zelo na en mlačen način. A ne tako. Vsi niti ne bomo znali predstavljati in ni čudno, da potem reče, to je pa dolgočasno, vse poezija pa brez veze, kdo še zdaj to bere, ali pa preveč zapleteno. To zaradi tega, ker jo beremo potiho in ker je poezija zgoščena, se nam stvari izgubljajo. Če pa mi stopimo pred ogledalo nekam, kjer imamo prostor in glasno preberemo, mi kar vidimo pred seboj določene stvari. In jaz mislim, da da se malo začnemo s tem receptivnim nivojem ukvarjati, to je pa tudi tista rešitev, da bi malo več ljudem približali pesmi. Omenili ste že razliko med tihim in glasnim branjem, pa bom zdaj kar nadaljevala pri teh razlikah. Ni vsako branje enako kakovostno. Poznamo pač več različnih oblik in tudi nekako vrh vseh teh oblik literarno branje. Kako bi malo opisali te razlike med oblikami branja? Ja, pri branju lahko pademo v isto pas kot pri govorjenju. V bistvu vsi znamo govoriti, če nimamo kakšne napake in vsi znamo brati, ker smo vsi zdaj pismeni v Sloveniji, ne? Ampak je pa seveda pomembno, da bi to naše osnovno branje spravili na višjo raven, ne. Zdaj se nekdo lahko vpraša, zakaj? Sej, če znam brati, zakaj bi to spravljal, ne? Ampak jaz bi dala tukaj eno tako kuhinjsko primerjavo, bolj enostavno. Recimo, jemo samo z vilicami. Vse to je čisto v redu, zaradi tega ne bomo umrli od lakote, ne. Jemo, rečemo, nočemo uporabljati žlice, nočemo uporabljati nože. To je naša pravica. Ampak, a veste, kaj smo vse zamudili? Vse tekoče jedi ne moremo konzumirati. Vse tisto, kar je malo bolj zapleteno, da si z nožem pomagamo, ne moremo. Se pravi, če mi ne upoštevamo še drugih branj, ki jih bom zdaj tudi naštela, to pomeni, da smo vedno ostali na eno in isti ravni, ki jo mi imenujemo neliterarno branje v literarni vedi. In kaj bi zdaj naredili, da bi prešli v to tako imenovano literarno branje? Branje ločimo glede na glasnost, smo že prej rekli, ne, glasno in tiho. Potem glede na številčnost oziroma kolikokrat preberemo na prvo branje,
na drugo oziroma tretje, četrto, peto in tako naprej. Potem glede na poglobljenost, poglobljeno in površinsko. Glede na način, oddaljeno in podrobno. In glede na literarnost, literarno in neliterarno. Katera branja so pri nas zdaj že ekološko ogrožena, v tem tudi pišem, so glasno branje, se pravi tega premalo delamo, poglobljeno branje, potem podrobno branje in večkratno branje. Torej, če enkrat preberemo pri pesmi, nismo nič naredili. Tudi pri vseh kvalitetnih delih ne, tudi če je to roman ali karkoli. Torej moramo 2-krat, 3-krat, jaz recimo nekatere pesmi tudi po 30-krat preberem, pa še vedno, ko 31-čič preberem, si rečem, wow, kaj sem pa recimo prej ven spustila, oziroma pač nisem bila pozorna, ne da sem bila površna, ne moramo biti na vse, mi pač ljudje ne moramo biti na vse naenkrat pozorni, taki smo, ne. Tako da literarno branje je tisto, ki bo vključevalo še vse te oblike, ki sem jih prej omenila, ker površinsko beremo vsi, to znamo vsi, tiho znamo vsi brati, ne, tukaj se ni potrebno ne vem kako zdaj izobraževati in mučiti, ampak za vsa ostala branja in vse se da naučiti. Tudi literarnega branja. Literarnega branja se da naučiti, lahko celo zelo kratkem času, jaz bom povedala en primer, ki sem ga v bistvu nevede naredila s svojimi študenti, in sicer v 2. letniku so študentje, ki se še malo lovijo, nekateri tudi še eni ne vejo, a so pravo smer vpisali ali ne. In sicer jaz sem pa morala iti v tujino in zaradi tega moraš vedno vse nadomestiti. In sem jih vprašala, ker je bilo še na začetku študijskega leta, če jim ustreza, da bi imeli po 4 ure skupaj poezijo. In so mi že iskreno in vedno iskreno vprašam, ali radi berete poezijo. In so povedali, da ne tako, ne, saj vejo, da morajo, ker so pač študenti in študentke, ampak ne tako. In potem, ko smo se začeli pogovarjati, sem videla, da tudi ne upajo povedati svojega mnenja, tudi ne znajo oblikovati. Ne boste verjeli, v enem mesecu smo mi imeli po 4 ure, kadar smo bili skupaj, smo imeli po 4 ure. V enem mesecu smo mi pravzaprav naredili to, kar bi v 2 meseca in pol drugače naredila, ne. Oni so znali tako govoriti, tako interpretirati in tudi res že z užitkom, najprej strahom, potem pa res so prav tekmovali, kdo bo kaj povedal. In ko sem o tem govorila z enim našim slovenskim pesnikom, z oznanim, je rekel, Alojza, veš, kaj si ti naredila? Infuzijo. Ker si jim dala veliko skoncentriranega znanja, če ti imaš samo po 1 urco predavanja, recimo, za neko tako stvar, ki je zgoščena in poezija je zgoščena, ne. Hkrati so se me navadili, ker v bistvu pri interpretaciji mora biti sproščen odnos. Interpretirati ne moreš ti, to lahko klasična predavanja, iz viška govoriš, pa bereš iz svojih predavanj, pri interpretaciji pa ne. Oni tudi morajo čutiti neko bližino, da ti lahko povejo, neko varno, nek varni prostor je to, pogovor o literaturi je varen prostor in ga moraš omogočiti s svojo osebnostjo in svojim načinom. Omenili ste interpretacijo, kakšna pa je razmerja med branjem in interpretacijo? Ja, tu imamo lahko različne razlage. Jaz sem že v svoji prejšnji knjigi, ki ima naslov Nekaj v megli nad reko ali literarna interpretacija maturitetnih besedil, zagovarjala to tezo, da sta to dokaj sorodna pojma, čeprav lahko seveda branje vedno razumemo kot nekaj hipernimnega, ker vedno moramo najprej nekaj prebrati, ampak poglejte, že pri prvi besedi se začne lahko interpretacija, ne. Torej, interpretacija se lahko začne že pred branjem. Ko mi odpremo knjigo, že v bistvu interpretiramo, ta knjiga ima pa recimo zelo nekvalitetno naslovnico, kaj mi bo zdaj to povedalo, ne. Ali pa recimo že na prvi, že tam v prikodi oziroma pri napovedi že vidimo neko napako ali karkoli, ne. To nam že v naš interpretativni sistem nam že da osnovni signal. Kaj bo zdaj s temi pesmimi, ki jih jaz prebiram, če že na začetku imajo neko napako. Torej, jaz mislim, da se to skoraj sočasno začne, je pa vprašanje, kako v naših možganih najbrž ne deluje vse posod isto, ne. Nekateri mogoče res so malo bolj zadržani, pa na začetku samo poskušajo od začetka do konca prebrati, pa čim manj razmišljati, ne. Nekateri že, pri nekaterih doživljanje prevladuje, pri nekaterih analiza že takoj na začetku. Torej, vsi ti procesi, ki potekajo, to bi bilo zelo dobro seveda narediti kognitivne analize, natančne, niso pri vseh enakih. Je pa vrednotenje vedno že prisotno pri interpretaciji?
Ja, jaz sem delila pri interpretaciji in tudi pri branju pač dve fazi. Prva faza je zaznavanje, doživljanje, pojasnjevanje in razlaganje. Druga faza je pa analiziranje, sintetiziranje, primerjanje in vrednotenje. In ker je vrednotenje na zadnjem mestu, je seveda najtežje. Nekateri pa zmorejo vrednoti že tako na začetku. Ne, mislila sem zato, ker ste v bistvu rekli, da takoj že vidijo kakšno napako ali pa kaj. In to je že vrednotenje. Tako, ja. Ja, nekateri to zmorejo, nekateri pa ne. Se recimo jaz, ko imam predavanje, tudi rečem, ne pisati v seminarsko nalogo posebno rubriko moje mnenje. A ne, kot češ, zdaj na koncu bom pa malo vrednoto. Vrednoti se vse skozi, ne, samo nekateri se postopoma učijo. Najprej, da vse naredijo, pa potem šele rečejo, kaj sem pa jaz za vrednoto, nisem. Ok, bom dal posebno poglavje. Ker vrednotenje je najtežji proces in tega se res treba dlje učiti. Ne? Intenzivno ste se ukvarjali s pripovedništvom. Ne? In zanima me, je branje kakovostnega pripovedništva, je po vašem mnenju bolj, manj ali enako nujno kot branje poezije? Kajti tu imamo seveda knjigo, v kateri gre za zagovor branja poezije iz znanih razlogov, pa me zanima, je to dvoje v vaših očeh enakovredno? Govoriva pa o kakovostnem pripovedništvu, seveda. Jaz bi tu zraven še dala dramo, ne? Jaz mislim, da so vse tri zvrsti nujno potrebne, ko beremo, in da tukaj nikoli ne delam razlika, ne? Da bi zdaj rekla, poezija je pa zdaj bolj pomembna ali pa pomembnejša ali ne vem kaj. Ampak se mi zdi, da pa res, recimo, se tudi kvalitetna pripoved ima vedno nekaj lastnosti lirizacije. Ne? To pomeni, kaj to pomeni? To ne pomeni, da ti metafore, lahko daš seveda tudi metafore pa figure različne, ampak to pomeni, da vendarle paziš na ritem, a ne, ritem je pa bistven za poezijo, da paziš recimo na zgoščenost, a ne. Te limonade, ki se zdaj pišejo včasih, a ne, od začetka do konca, se vleče recimo neka zgodba, pa se ponavlja, pa se 10-krat pojasnjuje. Ne. To nimam, torej jaz tega ne razumem na isti ravni. Ne. Kvalitetna pripoved je pa seveda na isti ravni kot poezija in isto kot drama, ne. Ker tudi dramo je potrebno tudi brati, ne samo čakati, kdaj pride na oder, pa samo tam gledati. A ne. Je seveda to zelo zanimivo, potem ko gremo, pa si pogledamo dramo, ki je uprizorjena, ampak je pa tudi posebno občutek, ko sedimo doma in to dramo preberemo in smo v bistvu že režiserji, ne, ker jo že sami režiramo v glavi in je to, potem se mi zdi še toliko lepše, ko gremo in napeto, ko gremo, pa jaz to ponavadi tudi naredim, pa potem primeram, kako pa je recimo režiser naredil. Ne? In zelo zanimivo se mi je zdelo, nisem še zasledila, da bi kdo na to opozoril, ne? Da če izginja en element iz literarnega sistema, v tem primeru se pravi poezija, ne? Da to povzroči neravnovesje v celotnem sistemu. Ne? Se je logično, ne? Ampak o tem se običajno ne govori, ko govorimo o tem, da je poezije, pač, da se jo tiska vedno manj in bere vedno manj. Ja, jaz sem to hotela pogledati iz tega širšega vidika, ne? Ker sej trenutno lahko rečemo, dobro, nič takšnega, pač poezije se toliko ne tiska. Ampak vse te stvari so tudi dolgoročne, nikoli niso kratkoročne. In ker je zdaj kapitalistični sistem tako usmerjen, da vedno samo propagira uspešnice, je seveda stališče založnikov logično, čeprav meni se vseeno ne zdi pravično, ne, ampak recimo stališče založništva logično, da se tiskajo več romani, ker se romani več berejo. Ne. Ja, naj se več tiskajo, ampak je treba tudi res gledati, da bo še uravnovešena prisotna poezija. Ker to je tako kot v ekosistemu. Ne. Če, naprimer, 5 živalskih vrst izumre, najbrž zaradi tega cela narava še ne bo propadla, ampak postopoma bodo propadale še druge živalske vrste zraven. Tako je isto to, da bo, če bi izumrla poezija ali pa recimo delno izumrla, to pomeni, da se bo znatno to pokazalo tudi pri pripovedništvu in pri dramatiki. Ker vse tri zvrsti so v bistvu v istem žaklju, črpajo ena od druge, tudi nekako razvoj gre vzporedno, nikoli ni samo ena, recimo zdaj trenutno je pač roman bolj izpostavljen, ampak tako in tako so bolj izpostavljene uspešnice, ki pa so v vseh časih
ne samo v letnih časih, tudi v vseh časih enake. Torej, tam pa tako in tako ni treba nič spreminjati, ker je obrazec za vse enak v vseh časih. Ga boste še povedali? Ja, obrazec je samo prijetno in zabavno, se pravi, da se čim več, jaz to imenujem literatura izločkov, ne, da se čim več sekrecijska umetnost, torej da se gradi na tem, da se čim več izločkov iz človeškega telesa izvabi in to so kri, a ne nasilje, a ne, ker smo tako in tako že cepljeni na to, da čeprav rečejo na ljudje, da ne gledajo radi, ampak gledajo radi nasilne prizore in se ob tem napajajo in naslajajo. Torej, kri, sperma in solze. A ne. To je sentimentalno, patetično, pornografsko in tako naprej. In to so uspešnice na tem gradijo. Kako brati pesem, da naše branje ne bo suhoparno? Malo sem razmišljala o tem, ali bi najprej predstavili kognitivni in holistični pristop, ki ga uvajate, ali bi najprej spregovorili o tem in se tu navezali, pa vam kar prepuščam tu svobodne roke, ali bi morda spregovorili najprej o tem, zakaj ste se odločili za kognitivni in holistični pristop z upoštevanjem interpretativnega fokusa in lirske dominante. Ja, mogoče kar res tam, kjer sem že prej začela. Ne? Zakaj sem tudi malo bolj osebno zasnovala to knjigo, to tudi recimo v francoski literarni vedi to dela že približno 10 let. Ravno zaradi tega, da se malo bolj približamo bralcu in da ne stojimo na tem zvišenem piedestalu. To ne pomeni, če smo malo več se doživljanju posvetili, da smo zdaj samo čustveno dominanto izpostavili. Kognitivno pomeni, torej cognition in emotion, se pravi, to pomeni, da poskušamo čim bolj uskladiti te dve dimenziji, ki sta zelo pomembni pri branju, nasplošno in seveda pri branju poezije. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da poskušamo tudi reflektirati naša čustva, ki so bila vzbujena, ne? Pesem je tudi zato, ker smo mi kot človek zelo v bistvu homogeno, ampak po drugi strani pa zelo razplasteno bitje in rabimo, da smo recimo na različnih nivojih spodbujeni, ne, kadar beremo. Torej, kognitivni pristop, sem pa torej tudi analiza tega, kaj pomeni, da smo tako doživeli in kako bomo zdaj to argumentirali. Argumentiramo pa vedno s teorijo, torej z literarno teorijo, z literarno zgodovino, z različnimi sociološkimi različnimi metodami, ker tako in tako zdaj obstaja metodološki pluralizem, brez tega ne moremo, torej da sklepamo vse in nekako povezujemo. Zdaj sem pa poleg kognitivnega se odločila tudi za holistični pristop, zaradi tega, ker sem spoznala dva nova pristopa. Tu sem se pa poučila res iz te knjige, ki sem jo že prej, pri Brajoviču. Jaz sem sicer delala prej na podobne načine, ampak nikoli nisem vedela, da bi to lahko na dveh nivojih na tak način izpostavila, ne. Holistični pristop pomeni, da sicer se mi ukvarjamo s pesmijo kot posamezno enoto in tudi v tej pesmi smo lahko pozorni, recimo, ne vem, lahko nas zanima samo ritem ali lahko nas zanimajo samo podobe in se s tem ukvarjamo. Ampak za pravo in pa tisto celostno interpretacijo je pa potrebno pesem postaviti v kontekst. Se pravi, v kontekst poetike, v kontekst recimo takratnega časa, mogoče literarno-smirne določitve in tako naprej, torej gledati širše. In pri tem si pa pomagamo s tema dvema komponentoma, ki sva jo že omenili, se pravi z lirsko dominanto in pa interpretativnim fokusom. Lirska dominanta že sam izraz pove, da izhajamo iz produkcijskega načela, se pravi, kako je pesem zgrajena. Torej iz poetike bi včasih rekli, ne. Kaj zdaj v pesmi prevladuje, kako bi jo lahko uvrstili in tako naprej. Drugi, torej ta interpretativni fokus, je pa izhaja iz receptivnega nivoja, kar pa pomeni, da jaz kot Alojzija Zupan Sosič imam neke svoje že predpostavke, svoja znanja, sem oseba, ki na določen način razmišlja in zaradi tega to tudi poudarim, ker je to pošteno. Ne izhajam, da ne rečem, da je ta interpretacija zdaj
univerzalna, zato ker sem jo napisala jaz kot profesorica, ampak sem napisala tudi jaz kot Alojzija. Ne? Se pravi, da tudi te interpretativno sredino poudarjam, sem Slovenka, sem Evropejka, sem recimo iz delavske družine, a ne, tudi to izhajam. Torej, vse te stvari so pomembne, kadar interpretiram, ni jih treba posebej poudarjati, ampak če hočemo interpretativno sredino vključiti, je to recimo zelo pomembno. Če hočete, vam dam tudi primer. Recimo srpske pesmi, ki ima naslov Jezus, a ne? Tadić je napisal to, srpski pesnik, ima tako, a ne, prvi vers je Jezus, drugi vers je Jezus naš, tretji vers je Jezus naš, blazinica za igle. Se pravi, kako bomo zdaj tukaj uporabili interpretativni fokus in kako bomo uporabili tako imenovano lirsko dominanto. Že sam naslov nam pove, da se bomo ukvarjali z neko ikono, se pravi ikono evropskega religioznega področja Jezusa. Interpretativni fokus nas priganja k temu, da bomo gledali, kakšna je ta pesem, se pravi, je kratka in na kaj nas spominja. Kaj se jaz kot Alojzija spomnim, ali pa recimo kot profesorica, na kaj bi me to spominjalo? Spominjalo bi me na otroško igrico Telefon. Tam smo najprej rekli danes, a ne, in poveš naprej, danes je lep dan in tako naprej, a ne. Torej, s pomočjo te igrice pridemo do takih zapletenih stvari, kot so religiozne stvari, a ne. Torej, interpretativni fokus nam govori, da z malo besedami lahko veliko dosežemo in se spomnimo na otroško igrico, kako smo tam, hkrati se pa lahko tudi veliko izgubi, ne, pri tej igrici. Sem ravno hotela reči. Ja. Druga stvar, se pravi, kaj pa lirska dominanta, imamo besede, ki se ponavljajo, imamo verze, kjer je prvi vers samo ena beseda, drugi vers samo dve besedi in tretji vers 5 besed. Kaj to pomeni? Torej imamo kratko, sodobno pesem, imamo pač Jezusa, ki je zelo pomemben element, ampak kaj pomeni, da je Jezus blazinica za igle? Torej, kaj je v današnjem svetu s to že uveljavljeno ikono? Ali to pomeni za nek trpljenski vidik, ali to pomeni neka prenovitev, ne vem, tako trdne stavbe, kot je religiozna, recimo, inštitucija, ne. Torej, vsem tem se seveda potem lahko pogovarjamo, vsem tem lahko razpravljamo, če ta dva fokusa, recimo, združimo. So kakšne meje interpretacije, če govoriva o inovativnih interpretacijah? Ja, meje so pa vedno na področju literarne vede, se pravi literarno-teoretske, literarno-zgodovinske. Ne moremo reči, da je napisal Dragutin Kete pesem Na trgu v 18. stoletju, a ne, tega pri vodeni interpretaciji ne moremo dopustiti, a ne. Prav tako ne moremo reči, da je to sonet. A ne, torej, nekateri pač, ki vodijo interpretacije, če niso poučeni in potem vse dopustijo, vendarle to ni prava vodena interpretacija, ne. Torej, zaustavimo se tam, kjer to presega že uveljavljena dejstva, puščamo pa recimo tudi več ideoloških možnosti, ne. Če gre za pesem, ki je recimo lahko malo ideološko razprta. Če si zdaj samo še malo vzameva za primer Kete, a ne, in izhajava iz tega, da ga recimo danes bere, kaj pa vem, dijaki iz dobro situirane družine, ne? Tu gre za dva v bistvu precej različna horizonta, ki se srečata, pesnikov in dijakov. V kakšni meri, ne bom vas zdaj vprašala, se lahko približata, kajti to je seveda spet vse stvar osebnosti in zmožnosti pač empatije, pa tudi poznavanja časa in prostora, ampak vendarle, tu gre za veliko razliko v horizontih, kje ima ta dijak postavljene meje svojemu lastnemu razumevanju. Ravno zato je tukaj literatura, ne. Octavio Paz posebej poudarja to, da je za književnost pomembno, da uvaja drugost in drugačnost, oziroma da se s tem ukvarja. Če imamo mi dijake, ki so pretežno iz, ne vem, višjega sloja pa srednjega sloja, pa je pa vedno nekaj tudi zelo revnih zraven, ki seveda revščina je pa vedno sram, a ne, revščina je sramota, to nihče ne poudarja. To zdaj ne pomeni, da bomo mi umaknili vse te pesmi, ki se ukvarjajo z revščino oziroma vse te stvari,
ker lahko vsak pove svoje mnenje in ravno s tem, ko nekdo sliši drugega, lahko tudi svoj osebni horizont spremeni, še posebej, če to začnemo z mladimi ljudmi. Ne? Pri starejših je malo problem, nekateri se pač nočejo spremeniti, niti minutke ali sekunde ne bi spremenili svojega, ali pa recimo milimeter ne bi spremenili svojega prepričanja. Ampak književnost je ravno zato, da se tudi trejo. Če pride do debate, je v redu. Če pride do konflikta, je prav tako v redu. Ampak seveda, zato mora biti pa interpretator, ki vodi, torej vodja interpretacije izurjen. Mora znati te stvari, a ne mora paziti, da ne pride do pretepa, do žalitev in tako naprej. Ne? Ampak ravno zato smo tu in absolutno ni zdaj tisti čas, ko bi morali umikati pesmi o revščini. Je čas, ker jih bo morali še dodajati. Revščine je že tudi v Sloveniji veliko. Interpretator mora biti izurjen, ste rekli, morda tudi moderator, s tem so se zdaj dotaknili tudi bralnih klubov, tudi o njih pišete v monografiji. Jaz mislim, da tukaj smo pa zdaj Slovenci kar prišli na nek visok nivo. Tukaj so tudi, recimo Manca Košir je pač začela s to kulturo, potem pa jaz tukaj tudi Tatjano Jamnik omenjam, ker je potem, še posebej, ko je bila korona, začela z webinarji, kjer so ljudje lahko potem, ko pač nisi smel nikamor, vsaj po računalniku se družili in pač brali in se skupaj pogovarjali in kar 200 ljudi se je s pomočjo tako imenovanega webinarja izobrazilo in potem tudi ogromno izmed teh je potem tudi ustanovilo bralne klube. In mislim, da bralni klub je pa ena taka, kako bi rekla, umetno, izbrana skupina ljudi, ki se ne pozna in se čisto vedno skozi branje in pa pogovor zbliža. Torej vsi, ki jaz imam pač veliko pogovorov s temi, ki vodijo te klube, povejo, da je to odlična možnost za pogovore o knjigah, seveda pa zraven, ko govorimo o knjigah, govorimo vedno pa tudi o sebi in pa o naši situaciji, ki je tu. Lahko gremo tudi izven te knjige, pa se potem pogovarjamo. Tako da se mi zdi, da mi smo zdaj z bralno kulturo na ravni bralnih klubov kar visoko. Tukaj pa lahko pohvalim situacijo. Veliko pišete tudi o tem, da so v sodobni poeziji se zelo uveljavili feministični, postfeministični pristopi. Zakaj? Ja, tukaj bi pa omenila zdaj, ker vedno je ta predsodek, da feministke so vedno ženske, in tukaj udarijo takoj po ženskah. Recimo bi namerno omenila Newtona, ki je zelo pomemben literarnovedni strokovnjak, ki je že v 90-ih letih napisal, da je feminizem oziroma postfeminizem, ki se je takrat začel razvijati, zelo perspektiven, zaradi tega in je tudi napovedal, da bo eden izmed vodilnih v literarni interpretaciji, kar se je potem zgodilo, ravno zaradi tega, ker postfeminizem je zmore zaobseči nesoglasja, različne aporije, različne perspektive, tako da ponuja potem odprtost in se lahko recimo razpravlja na več nivojih. Tako da postfeminizem seveda in seveda, če še vedno smo lahko pristaš prvega in drugega vala, to zdaj ni, ampak recimo od 90. leta naprej se je začel uveljavljati tako imenovani postfeminizem, ki se je iz teh prejšnjih področij, kot so recimo ženske študije, ženska književnost, ženske knjige in tako naprej, torej z področja spola ali pa ženske podobe ženske in tako naprej, se je zdaj prestavil na tako imenovano spolno identiteto. In to je zdaj tisto, in tukaj so zdaj queer študije, pa študije spolne identitete prevladujoče. Prej so bile pa recimo bolj prevladujoče študije ženskih podob, naprimer kako so liki oblikovani, zakaj avtorice pišejo tako in ne drugače. Alojzija Zupan Sosič, počasi se bom premaknila k sklepnemu delu najinega pogovora in vam postavila vprašanje, ki sem vam ga pravzaprav že, ampak zdaj bom dala na vaš odgovor, se pravi, kaj je pesem, in odgovorite svojim verzom,
pesem je Mangrova. Lahko malo razložite pesem še z tega vidika, tam je bil zelo zanimiv. Ja, jaz sem tudi razlagala, da je pesem dvoživka. Tega prej nisem rekla, ker sem rekla vse tisti, ki boste odprli knjigo, boste videli, ta definicija je kar malo širša. Zakaj je pesem dvoživka? In sem tudi napisala mangrovo. Zato, ker je mangrova pravzaprav drevo, tako kot pesem, ki rabi nekaj trdnega, se pravi pesem, tudi zraste iz neke teorije, zraste iz neke literarne zgodovine. Torej, če začnemo pisati pesem, se najprej vprašamo, a bom pisal klasično, bom mogoče se poskusil s sonetom, a bom pisal sodobno pesem. Se pravi, mora zadaj nekaj znanja, ko začnemo pisati pesem. Hkrati lahko se celo vemo, da se bomo navezovali na Koso Vela ali na Garcia Lorco, recimo že vse to vemo, ne? Se pravi, moramo imeti nekaj znanja. A po drugi strani je isto kot mangrova. Mangrova torej rabi trdna tla, da pusti semena, a ne? Ampak potem se razrašča pa, torej je hkrati na zemlji, če lahko tako rečemo, in v vodi, ne? In isto je s pesmijo. Pesem se pa potem lahko razraste, še in gre torej čez zemljo, v vodo in tako naprej. Zdaj pa, ker je pa drevo vedno simbol povezave med nebom in med zemljo, ne, pa lahko rečemo, da gre tudi proti nebu. To pa zdaj odvisno od interpretacije. Zakaj brati prav pesmi? Ja, jaz mislim, da zaradi tega, in to tudi večina teoretikov, ki se ukvarja s poezijo, ker smo zdaj v takšnem času, ko ta čas od nas zahteva in nas tudi dela hitre, hektične in površinske. Pesem je pa zoperstavljanje, protisrup temu. In sicer pesem nam pa ponuja počasnost, poglobljenost in zgoščenost. Ne? To so pa ravno kontra stvari, ki jih pravzaprav kapitalizem od nas ne mara. On si želi, da bi nas izčrpal, da bi bili površinski, da bi šli v trgovine, da bi si nakupovali stvari, ki jih ne rabimo, da bi brali uspešnice, ki so ravno tako kot recimo tiste stvari, ki jih ne rabimo. Če bi se zdaj pred vas postavila posameznica, ki ne bere poezije, bi pa jo rada začela. Kako naj začne? Ja, najprej jaz vedno vprašam, kaj radi ljudje berejo, ne? In začnemo s tem. Ne moreš ti človeku reči, a ti pa to bereš, a ne, to pa ni v redu. Torej, začnemo s tem, potem si pa izbiramo najprej recimo pesmi, ki bodo bliže tisti osebi. Recimo, jaz sem tukaj dala tudi nekaj pristopov. Enega, recimo, bi za tak tip človeka, ki ga še dobro ne poznamo in ne bere rad, anonimnost. Ne? Začela bi z anonimnost pesmi. Ker tisti, ki ne berejo, imajo v sebi pesmi, imajo v sebi tudi lahko zavoro. Največkrat je zavora. Zakaj? Ker se jim zdi, da ne znajo brati pesem. Ker je zdaj to, recimo, mitizacija, zato se tudi na Marka Polonskega naslonim. Mark Polonski meni, da je potrebno demitizirati branje pesmi. Se pravi, vsi lahko beremo pesem, vsi jo lahko razumemo, vsi jo lahko doživimo. Ne samo neki posebneži, neki, ki so ljudje izobraženi, ki so malo drugačni, čudni, ne vem kaj. Ne. Se pravi, damo pesem, ne povemo, kdo je to pesem napisal in potem se začnemo pogovarjati. Tudi ne povemo, iz katerega stoletja. In samo, kaj je on začutil. Če reče, pesem je čisto brezvezna, je to že odgovor. Potem pa vprašamo, zakaj je brezvezna. In začnemo na tak način. In jaz vam lahko pač iz svojih različnih tudi literarnih delavnic povem, da se lahko vsakemu približamo s pesmijo. Se strinjam, postavila pa sem vam to vprašanje tudi zato, ker mitiziranje branja poezije nanj pogosto naletimo tudi v srednjih šolah. Naletela sem nanj celo pri učiteljicah slovenščine, ki so menile, da poezija nikakor ne more postati del maturitetnega eseja, ker je dijaki preprosto ne razumejo. In se mi zdi, da vkolikor že profesorica izhaja iz takega prepričanja, da je potem nemogoče, da bi dijaki in dijakinje sploh vzljubili poezijo. Ja,
Se takih profesorjev je malo, ampak ta profesorica tudi sama ne bere poezije. Ne? To je pač tako, a ne? To je vedno tako. Zakaj recimo nekateri sploh se ne ukvarjajo z umetnostjo? Zato, ker menijo, da je umetnost brezvezna. Ampak zakaj menijo, da je umetnost brezvezna? Ker so imeli ali slabe izkušnje, ali dejansko mislijo, da jo nič ne bodo razumeli. In gredo iz tega svojega manj vrednostnega kompleksa, oziroma ker nočejo naleteti na to, da bodo slabši od koga drugega, ki bo gledal, pa bo rekel, kaj jaz vidim na sliki, on pa sam misli, da ne bo videl nič. Ne? Zato je vsaka informacija, recimo jaz sem predavala učiteljicam za osnovno šolo in mi je ena rekla, joj, kaj mi je pa en učenec enkrat rekel, da ta pesem je pa brezvezna, ker pretirava. Sem rekla, kaj ste vi rekla? Jaz sem rekla, ne, veš, to je res pomembna pesem, zato ker je napisal pomemben pesnik. Sem rekla, a ste prav odgovorili? Rekla, ne, zdaj vidim, da ne. Zakaj? Mi bi mogli reči, super si opazil, pretirava, kaj pa to pomeni? A je to zdaj recimo tako pretiravo, da je naredil z tega simbol, a je naredil metaforo, ali je to recimo samo neka hiperbola? Kaj ti misliš? Mislil, da je patetična. Ali pa da je patetično. A kaj? Ali pa sam mislil preprosto, vse tega v življenju ni. In res, vse stvari, ki se dogajajo v pesmi, jih največkrat v življenju ni, saj on je imel prav. A ne? In smo ga na tej ravni, ko je imel on prav, smo ga že zavrli. In on ne zaupa več nam. A ne? Zato, ker smo mu rekli, da nima prav, on pa sebi misli, da ima prav. In je imel s to otroško svojo logiko seveda prav. Alojzija Zupan Sosič, še sklepno vprašanje. Rekli sva, da gre za znanstveno monografijo, vendarle se mi zdi pomembno poudariti, da je knjiga berljiva in dostopna tudi vsem, ki se s poezijo ukvarjajo neznanstveno ali pa tudi tistim, ki bi se šele radi začeli z njo sploh ukvarjati. Razmišljala sem, da je verjetno vsaj delno tako tudi zaradi tega, ker izhajate iz osebnega pristopa, ker upoštevate empatijo seveda in se mi zdi, da tudi v knjigi že ves čas dialogizirate ne samo sami s seboj, ampak tudi v bistvu na nek način z bralcem. Pa me zanima, kaj pa ste sami imeli v mislih z tega recepcijskega vidika, ko ste snovali knjigo? Ja, hvala. To, kar ste povedali, je že tudi pohvala, ne, če to drži. Jaz sem si želela, da bi lahko to knjigo bralo več ljudi in sicer zelo različnih profilov. Seveda, najbolj sem si želela pomagati profesorjem, ker jaz sem sama učila v srednji šoli in osnovni in vem, da je ogromno, zdaj so pa sploh z vsemi neumnimi administracijami obremenjeni. In dejansko oni tudi ne morejo teh novih pristopov vseh sami ugotoviti, ne, že dosti morajo brati to, kar tam predavajo oziroma učijo. In se mi zdi, jaz si takrat zelo želela, ko sem bila v srednji šoli, da bi mi nekdo nekaj svetoval, ali pa recimo imam 10 minut časa, a ne, pri uri, kaj pa bi lahko eno pesem prebrala, ampak moraš pa vedeti, katero, ne, da boš potem to vse nekaj spelo ven iz te pesmi. In takrat pač nisem nič takšnega našla, razen recimo pri kakšni tuji knjigi. In to sem hotela torej učiteljem, najprej recimo potem tudi učencem, učenkam, študentom, študentkam, po drugi strani pa vsem, ki berejo pesmi, ali pa če se ponavadi tisti, ki ne bere pesmi, tudi najbrž moje knjige ne bo odprl, ne? Ampak če bi bil kakšen tak, da bi ga malo zanimalo, zdaj kaj pa tale naklada, zdaj, da je treba brati pesmi, pa bi mogoče ne tudi kakšnega takšnega iz sovražnega tabora, če lahko tako rečem, pridobili in to bi bil pa največji uspeh. Alojzija Zupan Sosič, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor in odlično knjigo in za to apologijo poeziji. Najlepša hvala, pa upam, da bomo začeli brati poezijo. Ja, tudi jaz. Spoštovani poslušalci, takole z vabilom k branju poezije se danes od vas poslavljava. Z vami sva bili profesorica doktorica Alojzija Zupan Sosič in Tina Kozin. Govorili sva o branju poezije in poeziji sploh in sicer na podlagi knjige Berem pesmi naše današnje gostje. Knjiga pa je izšla pri Kulturno-umetniškem društvu Police Dubove. Za tehnični del oddaje je skrbel Janez Ahlin. Jaz pa vas povabim k poslušanju naše oddaje še prihodnji teden.